Dame in gospodi, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Ta trenutek sem na glavnem trgu v Mariboru, kjer je nekaj dni nazaj bila 100. obletnica nemirov oziroma tako imenovanega krvavega ponedeljka, ko je pod streli takratne oblasti padlo kar nekaj uporniških Mariborčank in Mariborčanov na tem trgu, ki so bili proti priključitvi mesta k takrat nemški Avstriji. No in med vsemi svečami, ki so bile prižgane v spomin na ta dogodek, se je znašla tudi ena zelo neprimerna in ta trenutek imam tukaj pred kužnim znamenjem tudi enega znamenitega, bi lahko tudi rekel, sogovorca, namreč prvoborca, gospod Franc Švarc-Črni, ki je nosilec številnih spomenic in najvišjih odlikovanj še iz časov Jugoslavije. Za sebe govori tudi, da je bil zamolčani član vseh treh oziroma del vseh treh AVNO-jev. In tudi, kot sem izvedel nedolgo nazaj, sta mu sama Tito in Kardelj dala red za zasluge na Bledu pred leti. To je Franc Švarc-Črni. Gospod Črni, dober dan, čas mi je. Dobro se držite. Dober dan. Kam naštevaš, kot da sem crkno. Ne na tak dolgega uvoda, ker lahko pa zdaj vmes me pobere. Vse me vsi poznajo, zdaj ne rabiš to te stare. Veš kaj, danes ni v modi, da ti govoriš, da ti je Kardelj pa Tito nekaj dal še na pošti, te čudno gledajo. Tam so drugi cajti. Torej, zakaj ste tu, Franc Švarc-Črni, danes? Čuj, to je velika sramota. Da sredi osvobojenega Maribora, našega ozemlja, pride prase, pa pržge to šveco, ker to je SS-ova sveča, takrat jih še sploh bilo ni svije. In da mu je mater. Pip, pip, pip. Kaj pa vam piska, če se morate javiti? Ne, pardon, deda ima to za pritisk meriti napravo, te pa mu piska, ko mu prehitro, premočno gor skoči. Deda, pomirite se. Kaj me vikaš? Kaj denar spet rabiš? Butl. No, ja, torej neprimerna sveča, ja? Ki smo ostala? Pri neprimerni sveči, nemški. Sramota. Sramota. Pečerk. 7, deda. Marš tja na jagodni sok, butl, boš ti meni 5. Ni važno. Jaz pravim, da je to sramota. Da je to zdaj naše. In da sem jaz lepo vsa leta opozarjal, da pri takih dogodkih more biti mrtva straža, pipno mrdno. In ne da nekdo, ki je zdaj, ker to prase je zdaj enkrat na leto šlo vun, pa to tu v temi pržgalo. Veš kak to hinavsko dejanje. Hinavsko. Da mu je mater. Pip, 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 pip. Deda, pomiri se. Pa vklopi mi to sranje, ti pravim. Pip, pip, pip. Deda, 160, imaš? In veš, kaj se zgodi, kot mat 160. Prije, te se vzovete v zaklon vrgo, te už pa zovete imel kolk zlomljen. Spomni se, kaj je rekel v bolnici. 3 kolke pa je fertik. Polne menjavajo več. Kaj boš ti govoril? Dam vun tisto, kaj sem dobil, kaj prej rekel mali, pa mi celega okostje mi menjajo, kaj što ti govoril, butl. Ki smo ostala. No, skratka, da je neprimerno, da je to nezaščiteno pri taki slovesnosti. Mrtva straža more biti. Pa mene bi poklicali. Tu bi s totim butlom prišel, pa bi me skodco pokril na vozeku lepo, pa ko bi ga jaz videl. Jaz bi tu stal, pri trgovini. Ni več trgovine tam? Pa dobro, no, pa kam je za vsako besedo. Pa ko bi ga videl, ker to je tako mogo biti neki suhi potegjeni toti. Samo jih prepoznaš, ker imajo kapetanski trak gori. Pa brke. Pa ko bi ga spekl, pa ko bi ga nabilo tja klepinjaru, no, da mu je, ker da mu je. Pip, pip, pip. Odklopi me. Dobro, hvala lepa, ne bom vas več zadrževal, gospod Franc Švarc-Črni, da naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.